prvega glavnega odbora po volitvah. Kakšna je temperatura v stranki? Kako kažejo? Kako se nagiba tehtnica? Torej, temperatura v stranki je odlična. Zavedamo se tega, da stranka raste in smo tega veseli. Kar se tiče seveda koalicije, stanje situacija pa vzdušja, kakorkoli že hočete, je nespremenjeno. Torej, mi ne vidimo nobenih možnosti, da bi se vključili v koalicijo, ki se nakazuje. In smo mnenja, da morate predvsem ključno odgovornost prevzeti dve največji stranki in se ne strinjamo z tem stereotipom, da preprosto njihovo sodelovanje ni možno. Smo v času krize, ko je potrebno sodelovanje in ti, ki so dobili največjo odgovornost, morajo to odgovornost tudi prevzeti. Danes nekaj obvezujočih sklepov, ste rekli, ni bilo, oziroma jih ni? Niti niso možni, zato ker smo v fazi, ko še niti ni uradnih rezultatov, ni konstituiran državni zbor, ni uradnega kandidata za mandatarja, tako da kaj zavezujočega je nemogoče sprejemati. Mi bomo spremljali aktivnosti, dogajanje in se bomo temu primerno tudi odzivali. Naslednji teden bo najverjetneje konstitutivna seja državnega zbora, uradni rezultati morajo biti znani v petek. Petek, ja. Pričakujete, da bo že na tej prvi seji, ne vem, prišla neka skupina poslancev z interventnim zakonom ali pa da bo sklicana še kakšna seja pred novim letom na to tema? Jaz mislim, da bi bilo potrebno, da se ta interventni zakon sprejme še pred novim letom in pričakujem, da bodo seveda poslanske skupine, ki imajo največjo moč, pripravile takšen zakon, če tega ne bo pripravila vlada. Skratka, mi smo pripravljeni ta zakon še v tem mandatu sprejeti, torej ne v tem mandatu, v tem letu sprejeti, ker mislim, da je nujen. Je to vaše dokončno mnenje ali odločitev, da takšna koalicija ne? Ja, ampak to vendarle ne pomeni, da SNS pod nobenimi pogoji ne bi stopilo v vladno koalicijo. Za takšna, kot se nakazuje, zagotovo ne. Se pravi ta Janković, SD, Virant. Tako. Kaj pa ta razmislek, neki tudi vaši člani so to malo namigovali, koaliciji razuma, skratka, ki bi oblikovali SD, Virant, SLS? Poglejte, najprej je treba spoštovati rezultate volitev. Rezultati so dali zmagovalca, zmagovalec mora dobiti priložnost sestaviti vlado. Če opcijsko seveda on tega ne bo zmogel, potem pa se seveda odpre še mnogo drugih vprašanj. Ampak do takrat je potrebno počakati, jaz ne bi želel špekulirati tako ali drugače. Gospod Janković je zmagal, ima priložnost za sestaviti vlado in jaz mu želim vse dobro. Kot pa pravim, vse aktivnosti bi bilo potrebno izkoristiti za to, da najdete sodelovanje dve največji stranki. In še enkrat pravim, ne moremo se sprijazniti za nekim stereotipom, da to sodelovanje ni možno. Smo v krizi, sodelovanje je potrebno, mi bomo tudi pomagali. Ampak če tega sodelovanja pač ne bo možno, skratka med dvema največjima, ali je to danes dokončni ne temu, skratka, verjetnemu mandatarju Jankoviću, ali skratka vi lahko... V tej konstelaciji, tako kot se zdaj zadeve kažejo, je to ne.